No pa začnimo. Vse skup se je začel s tem selfijem, kjer me seveda ni bilo težko zgrešiti. No to je pa obraz človeka, ki je znan pod imenom Andrej Bohinc. Andrej je ustanovitelj in lastnik kripto-scam projekta z imenom Magnetix. Zato ga bomo klicali kar prevarant Andrej. Nekateri se ga verjetno še spomnite iz projekta OneCoin, ki se je izkazal kot scam. Z Magnetixom pa želi še globlje poseči v žep naivnih investitorjev. Odlično. 100. Kdo je prej, ki verjame 100% ta projekt? Ostanite, vsi, ko ste verjame 100%. Vi ste mi sumljivi. Ga bomo takoj vam poslali, ko so rekli hejteri, da bo tle, sam videl, da ni nobenga. Ok, super, kar osete se. Na tej točki je pospremil enega od privržencev, ki mu je dal dojavo, da se v zadnji vrsti nahajajo ljudje, ki imajo odpor do tega projekta. Ko se mu je kosmati Ginger izpovedal, se je prevarant Andrej vrnil po 3 člane naše ekipe, da jih posprem ven iz predavalnice. Prevarant Andrej se ponosno vrača v predavalnico v prepričanju, da se je rešil vseh trnov v njegovi peti. A glej ga zlomka. Temu ni bilo tako. Mi smo 3 hejteri, en aplavz za soči. Imamo mi vokune tudi skovaj, vsi imamo posod. Ker mi smo se plava. Oni so pa tema. Ni še najdu vseh. Še ne 10 nas, si slabi. V enem momentu je posumil še na našega člana Roberta, ki je snemal live stream na svojem Discordu, ampak ga prevarant Andrej ni uspel odkriti. Prevarant Bohinc se vrača v zadnjo vrsto, da posprem še mene in 2 fanta do izhoda. Repič, pa kje si? Kje si? Kaj? Hello darkness, my old friend. Na tej točki je prepoznal mene osebno in ugotovil, da je mogoče bolj pametno mene pustiti v dvorani, da ne bi naredil kakšnega incidenta. Sorry, nisem te prepoznal. No, potem je ustrajal pri ostalih 2, da zapustite dvorano. Takrat sem pa ugotovil, da se treba počasi umešati. Ne hodite. Ampak zakaj? Zakaj, če me zanima, predavanje? Povedal boš o zunaj, zakaj? Ne počak takle, pa kam gre? Pa naj ljudje dojamejo, zakaj hodijo določeni ven. A vi veste, kaj se tukaj dogaja? Vi ste del največjega skema, ki se spomne zdaj. Kle smo zadnji ljudje, ki se ukvarjamo s kriptom že dolg časa. Potrekane imamo vseh 100 walletov, kjer je razdelil svoje Magnetix coine, ki bo rak pulov. Vi ste exit liquidity. Vse podatke imamo zbrane. In tukaj si nekdo lesti. Če nekdo rab varnostnika na takem eventu, pomeni, da ima neki na vesti, ima slabo vest. Zakaj bi imel varnostnika? Kaj se greš ti? A si ti varnostnik po novem ali kaj? Pa prav, pa se mi smo tudi tebe posneli prevarantko. A vi veste, kaj to pomeni za... Moj telefon na silo vzel, kaj? Pa poklič policijo, pa mene boš nič vzel. Sploh se ne zavejate, v kaj se spuščate, kakšen drag pul bo na koncu. Kle smo ljudje, ki se ukvarjamo s kriptom že predolg časa. Meni je žal, jaz nočem nobenega od vas podcenjevati ali pa vam karkoli slabega reči, ampak vi ste samo še en od več skemov, za katerim je on stal. Mi imamo vse potrekane in volete vse. Mogoče ste na tem področju nepismeni, ampak mi se zavemo, kaj se pripravlja in kaj se bo zgodilo v kratkem. Ogromen denarja. Ne, ni dobro. Pa ni dobro. Gospod, vi upravljate svoj del. Mi bomo povedali svoje. Mi kle nič slabega nismo naredili. To je vlago v Avara. Already retired. Koliko ste kaj v penzionu zdaj? Kdaj ste kupili? Ne, nisem v penzionu. Niste v penzionu. Zakaj pa ne? A ni bilo obljubljen, da bo... In ste prišli sem.
Ta en drug dogodek organizirali, pa bomo na tistega prišli, nismo na temu, zdaj tukaj bomo šli. Meni je žal, gospod, ampak enega dne boste prišli, brez zamere, jaz sem Aleksandar, prišli boste do mene in boste rekli, prav si imel, žal mi je, da me nisi poslušal. Smo polnoletni, Ne, ne, mi vas res opozarjamo. Zapomnite si moj obraz, mene boste še videli. Jaz imam na socialnih omrežjih rekordne oglede in doseg. Jaz, če bi hotel delati kriptoskeme, bi lahko 10-krat večje delal kot on, ampak mi moja morala pa načela to ne pustijo. To, kar pa on dela, dela človek, ki nima hrbtenice, ki nima načel. Sploh se ne zavedate, v kaj se spuščate. Moje osebno mnenje je tisti, ki ste karkoli kupili, prodajte, dokler je še kaj vreden, v pol, ko bo enkrat dampnil ceno. Pol boste lahko jamrali pa pisali po socialnih omrežjih, kolikor hočete, njemu noben ne bo mogel nič, zato ker pri nas zakonodaja še ni urejena do te mere, da lahko take, kolikor je on zapre. V redu, vse polnoletni, ampak to ne pomeni, da niste naivni. To ne pomeni, da niste naivni. Ciljna publika so največji ljudje. Nobena sredstva ne jemlje. Ampak daj boste pa stvar resno jemali, takrat, ko boste brez denarja ostali. Točno to. Dobro. Ok, ampak ozaveščanje ljudi, kaj se počne tukaj. Ne rabite. Jaz trgujem aktivno 12 let. Če ne verjamete, kdo sem, bo vse znano. Vse bo kmalu znan. Vse bo kmalu znan, samo da veste. Seveda, da Ja, imam. mami, pogromno. Okay. Ne, mi vam hočemo dober, pa ne. Pa jaz ne bom nič zaslužil s tem, če prijem sem. Jaz imam odprte trade konstantno. Nočemo se gledati, hočem ti odpreti in oči. V redu. Zato, da vam en dan dokažem, kako ste se vsi zmotili. Eto. V redu je. Meni ne rad noben hoditi. Jaz se ne preživljam s tem, da bi Zakaj? Mi smo prišli sam, da razkrijemo to. Meni je žal, ker nam zdaj ne verjamete. Meni je žal. Dajmo mi slišati to zgodbo do konca. Pa se bo odločil. Ne, verjetno. Seveda, a je bilo kaj narobe, a smo karkoli počeli, pa ne. Jaz sem že Ampak stvar je eskalirala do te mere, da pač Mečejo ljudi ven iz čistega miru. Zakaj? Ker se boji, ker se zaveda, kaj imamo mi. Gospod Peter, lejte, če imajo to oni predavanje, lejte, pa jaz ne vem, kaj se Grem po svoj polnilc, pa grem. Če imam vizitko, nimam gospa vizitke, ampak če niste. Tamle se usedite, pa dajte mir. Zakaj gospod napadate zdaj? Počakajte malo, pa to je nekdo, ki je potencialni investor Magneticsa. Zakaj napadate? Ja, če ste pa, se gospa ni nič naredila. Se vem, no sam prosim, Zakaj pejte napadate? ven. Kakšen ste vi to varnostnik? Vi imate licenco. Alo, greste ven. Bomo stopili ven, brez skrbi. Ker mi ne prodajamo nič, mi nikoli ne bomo iskali od nobenega denarja. Čakajte, da polnilc svoj vzamo. Bote. Sam bote mogli biti. Veš, nekdo, ki pride, ki najame varnostnike za tak event. Ne vem, jaz sploh ne vem, zakaj. Ja, se ti si plačan za to, se nima veze. Vse bolj, da nisi del tega. Zato pa pejte. Jaz vem, o čem govorim. Ne pridi prav na Instagram. Ne pridi prav, napiš na Instagram, vse ti bo jasno. Ne moremo, ven? Kaj boš mi A to se nam... Ja, zaklepate nas, ja. Hvala Bogu, pa sta dve gospe nas poslušale. A je tako? Ja. Ne. In tukaj je bila prelomna točka. Naš prevarant Andrej je pokazal svojo temno plat. V tem momentu je ugotovil, da še vedno snemam in mi pod pretvezo, da me objame, hotel iztrgati telefon iz rok, da zbriše posnetke. Posnetek sem tukaj zaustavil in telefon zaklenil, da ostane vse na varnem. V tistem trenutku je prišlo do prerivanja, na kar je eden od naših fantov hotel Andreja umiriti. No ta ga je pa brez razmišljanja udaril s pestjo v obraz. Kar pa je sledilo po tistem, pa si lahko pogledate sami. Ovo video, ko te je udal razperi. gre se za polaganje rok, ker noben ni videl se, nisem posnel stari. Kaj se je zgodilo?
Pa napadel nas je organizator tega dogodka, ker smo imeli določene pripombe nad tem projektom, ki ga promovira in nateguje naivne ljudi. Kjer je pa klical doma? Ja, jaz sem On je klical, ja. Ja, Sintal celo, ja. No, še preden pa je prišla policija, je prevarant Andrej nekam pobegnil na varno in od tistega momenta dalje je začela cena strmo padati. Še preden sem uspel obvestiti sledilce, da je magnetik scam. To je pametni prevarant Andrej predvidel in začel prodajati kovance, kar je pripeljalo na eni točki tudi do 90% padca cene. Kar pa je možen samo v situaciji, ko začne kovance prodajati večinski lastnik. Vsak, ki ima 1 gram možganov v glavi, lahko sam dojame, kaj se v bistvu v celi tej zgodbi dogaja. Tako da ostanite previdni in ne bodite naivni. Naj vas taki, kakor Andrej, ne zavedajo in naj vam ne pokradejo denarja.